Letos smo na našo tematsko konferenco prvič povabili med sebe v svoje vrste tudi predstavnike medijev in ne na ta način kot v preteklih letih, ko so našo konferenco spremljali po svoji službeni dolžnosti, kaj spraševali ali kaj odgovarjali, ampak kot enakovredne sogovornike. S svojimi prispevki, z referati so sodelovali predstavniki Dela, Večera, Bukle, radija in televizije. In to se mi zdi, da je velika novost, pa tudi ena prednost letošnje konference, da je naša panoga, se pravi založniško-knjigotrška panoga, medijem oziroma predstavnikom medijem povedala nekaj o sebi, kakšni smo, kaj lahko nudimo medijem. Mediji pa so nam povedali, kako oni razmišljajo seveda o tem, kako in na kakšen način lahko knjiga dobi več prostora v medijskih shemah. Noč knjige je vedno na svetovni dan knjige, ki je vedno na 23. aprila. Letošnji 23. april pride na četrtek. Novosti je cela vrsta. Projekt, ki smo ga lani izpeljali tako rekoč entuziastično, prostovoljno in v katerem se povezujemo številni posamezniki in podjetja in združenja, ki delujemo na področju knjige, je že lani dosegel izreden uspeh, velik odziv in medijski in po številu dogodkov, mislim, da je bilo preko 350 dogodkov, ki so segali od Koroške pa do Trsta. Skratka, četrtek 23. aprila, mislim, da bomo v 12. uri imeli eno večjo javno predstavitev, ob 18. pa še uradno otvoritev. Letošnji knjižni sejem bo tretji teden v novembru, kot vedno, od 25.11. do 29.11. Tudi za letos pripravljamo kar nekaj novosti. Letos bomo na sejmu prvič organizirali Cicifest. To bo aktivnost, ki je namenjena predšolskim otrokom in pa prvi triadi šolskih otrok, ki do sedaj na sejmu niso bili deležni neke pozornosti oziroma niso mogli dobiti nekih vsebin zase. Druga novost bo poslovni klub po vzoru frankfurtskega sejma, kjer bomo razpravljali o narekovaju, bolj poslovnih temah, ampak ni nujno samo gospodarstveniki, tudi športniki, tudi igralci, tudi javne osebnosti. Tretja novost je internacionalizacija sejma. Letos bo Francija država v fokusu, kot imenujemo. In pa morda četrta, nadaljujemo z razvojem in pa z umestitvijo v knjižni sejem Kulinart Festa. Lani se je pokazalo kot dober začetek, letos ga bomo še razširili, verjetno kar na ploščad pred Cankarjevim domom. Poskušali bomo z partnerstvom z Odprto kuhinjo, ki se te dni prav začenja v Ljubljani, tako da te 4 novosti so jedro letošnjega sejma, ob vseh ostalih seveda stalnicah. Založnik se mora po izdaji knjige vprašati, komu je knjiga namenjena in posledično, kateri so mediji, ki obveščajo pa informirajo bralce, ki jim je knjiga namenjena. Vkolikor imajo razvite te mehanizme, lahko potem z jasno nekim lastnim angažmajem in z ustrezno pripravljenimi promocijskimi in drugimi materiali informira najprej novinarja in potem upa, da bojo pač tudi novinarji v svojih medijih, vkolikor jim to dopušča okoliščine, prostor in tako naprej, čas to naredili tudi v svojih lastnih medijih, to je poskrbeli za objave v knjigah in s tem obveščali končen cilj tega dela, to je bralca oziroma potencialnega kupca. Delo kot delniška družba izdaja seveda neodvisen medij, mi sami prvi imperativ novinarstva je pravzaprav izbor. Zdaj, kljub temu, da slišimo neke pomisleke ali pa pripombe, da je prostora medijskega vedno manj, mi temu ne moramo pritrditi. Naša priloga Književni list ima 3 strani, izhaja neprekinjeno od leta 1978. O knjigah se piše na straneh Kulture, v sobotni prilogi, na straneh Panorame in drugih prilog po celem časopisu. Tako da mi smo enkrat računali, mi pišemo poglobljeno, vsaj o 400 knjigah na leto. To so pa seveda različni članki, to niso samo predstavitve, so intervjuji z avtorji, so teme, ki jih neke knjige izpostavljajo. Ker mi pravzaprav v tem 21. stoletju, ko prevladuje vsem življenju je zavladal internet, smo nekako vključili ta internetno platformo za te kratke vestičke, novičke, v časopis pa dajemo gremo korak dlje. Zdaj, knjiga je šla, se vedno vprašamo, kaj bralca v tej knjigi zanima. Mi pravzaprav s tem izborom hočemo bralcu ponuditi zgodbo, ne samo popis,
kar lahko že samo v knjigi prebere, ampak iščemo v bistvu našega bralca v tem. Se strinjate z navodili dr. Sama Ruglja, kako bi založniki lahko lažje prišli do prostora v medijih? Mi smo pravzaprav založniki kar zadovoljni, ne? Zato, ker v bistvu, kadarkoli se obrnemo na nje, nam pomagajo z informacijami. Mogoče bilo lahko več teh direktnih navezav na avtorje. Mi si želimo delati tudi intervjuje z avtorji, ker danes je svet globalna vas in delaš lahko intervjuje po Skypeu, po mailu, kakorkoli, ni treba odpotovati, ne, na drug konec sveta. Mi pravzaprav smo s temi informacijami, ki nam jih oni nudijo, kar zadovoljni. Ne želimo pa si, da bi nas vsak dan nekdo klical, kdaj bo objavljen, kje bo objavljen in kako bo objavljen. To pa niti ne doživljamo teh pritiskov. Kdor štarta na vse dobi nič, ste rekli danes, zakaj? Gre za to, da niso vse knjige namenjene vsem bralcem, gre dejansko za to, da če bi startali na vso občinstvo, ki naj bi nujno zanimalo določeno temo, bi neizogibno dobili nič. Ne moremo namreč napisati knjige denimo o nadrealizmu, ki bo zajela vso publiko, vse bralce, v našem primeru televizijskem vseh gledalcev. Se pravi, nujno gre za določen izbor, za nek segment bralcev, gledalcev, za katerega pripravljamo oddaje in za katerega so narejene knjige. Knjižno produkcijo redno spremljamo, zanimive, nacionalno pomembne in ključne izdaje, tako beletristike kot humanistike, najdete v oddaji, večerni dnevni oddaji Kultura, v oddaji Osmi dan. Imamo oddajo Pisave, ki jo pripravlja in ureja kolegica Alenka Zor Simoniti. Imamo oddajo Odprta knjiga, ki jo poznate tudi pod prejšnjim imenom Knjiga mene briga, ki jo je urejal Andrej Blatnik. Tako da jaz mislim, da je knjiga dokaj dobro in redno predstavljena v programu nacionalne televizije. Se strinjate z dr. Rugljem, da lahko pa vendarle založbe s svojim načinom promocije oziroma predstavitev knjig tudi pripomorejo k temu, da se več znajdejo v medijih? Do določenega segmenta seveda, zmeraj gre za neko delo, ki poteka na nek način z roko v roki, se pravi, če smo novinarji dovolj hitro obveščeni, če dobimo zanimive informacije, se tudi hitreje odzovemo. Najprej v spravi. Naslov je seveda provokativen, ker je kolega Kafol tako zastavil provokativno, se nekaj bom pa jaz v tem duhu nadaljevala in seveda je bilo upravičeno, ker se je kar nekaj ljudi odzvalo, malce prizadetih, da sprava ni potrebna, ker smo na istem čovnu. Ampak potem, ko sem tematizirala naslov, je sprava v bistvu o tem, da mediji malce upočasnijo ta strašen tempo, v katerega so pognani, zagnani in ženejo tudi svoje uporabnike in da jim pri tem knjiga pomaga, ker kot je rekel francoski filozof Régis Debray, knjiga je najboljši stroj za upočasnitev časa. In v tem smislu, da bi se lahko skupaj povezali in odločili, da to histerijo, ta ropot in ta hrup informacij in strahotnega tempa s pomočjo literature malce umirimo in tako pomagamo medijem, da bodo preživeli, ker mnogi jih odpovedujejo zaradi medijske diete, ker je vsega tega preveč in tudi zdravniki že predpisujejo to medijsko dieto, pa tudi mnogi drugi pa grejo drugam in niso zasidrani v ta smisel, ki ga pa literatura zagotovo prinaša z vsakim svojim delom. Pri promociji pa ste rekli, da nam oziroma založnikom manjka predvsem fantazija. To sem pa rekla in zato sem se tudi odela posebej za današnji dan v malce bolj fantazijsko opravo. Najprej sem si nabavila tale puloverček, ki ima črke, zato ker smo mi vsi iz črk in s črkami in bi se lahko bolj zavedali, kako smo povezani, prepleteni in kako smo eno in kako gre za sodelovanje, ne za konkurenco, za pomoč drug drugemu, kajti črke so naš svet in z besedami smo stkani. In zato je res čas za
povezovanje in sodelovanje. In tudi tole sem si dala, tole ogrlico, prosim, snemalec, ne, ki je iz navadnih knopelj, smo rekli včasih, iz sponk, zato da bi pokazala, kako, zato da imaš domišljijo, fantazijo, drugačen nov pristop, ni potrebno imeti veliko denarja ali pa sploh nič, ker veliko krat jamrajo, nimamo denarja, ni sredstev, ne moramo novih ljudi, ne moramo tega in unega. Z več domišljije se da celo zastonj. Na letošnji konferenci smo sprejeli medijski manifest o knjigi. Namreč na naših konferencah vedno sprejmemo na zaključku nek dokument. Na prvi konferenci smo sprejeli deklaracijo o prihodnosti slovenskih knjigarn, na drugi konferenci resolucijo o avtorskih pravicah, letos pa medijski manifest o knjigi. Medijski manifest izhaja iz predpostavke, da je knjiga še vedno, kljub družbeni ali ekonomski, socialni krizi, še vedno nepogrešljiv temelj za posameznikov ali pa za razvoj nacionalne skupnosti. V manifestu ugotavljamo, da smo založniška industrija in pa medijska industrija ali pa, če tako rečem, obe panogi v istem čolnu. Nekateri naslovi so nakazovali, da smo morda na nasprotnih bregovih ali smo neki sovražniki ali celo rivali, ampak ugotovili smo, da smo v istem čolnu. Namreč zakaj? V času, ko se zmanjšuje količina branja v slovenščini in narašča branje v tujih jezikih, moramo vedeti, da tisti, ki berejo ali beremo knjige, bojo verjetno brali tudi druge medije, druga tiskana sporočila. Tako da na nek način imamo isto usodo. Obe panogi delita isto usodo. Obe panogi si prizadevate za istega bralca ali za gledalca.